Pozdravljeni v 14. epizodi AS podcasta. Tokrat jih mojih gostov ne bom posebej predstavljal, kajti lahko jih vidite in slišite vsak vikend v prvi vrsti. Tine Zupan, lepo pozdravljen. Živijo. Etienne Velikonja, živijo. Živijo. Nejc Vidmar, tudi tebi preširen pozdrav. Preširen pozdrav, vidiš, lepo sem prihtel. Fantje, 6 krogov Premier lige je za nami. Če bi pred začetkom sezone vam dejal, da bo Aston Villa zgolj 1 točko za prvim mestom, da bo Manchester City zgolj 1 točko pred Chelseajem in da bo Manchester United zgolj 4 točke oddaljen od mest, ki vodijo v drugo ligo, katera teza, trditev bi vas najbolj presenetila? Tine. Glede na majhno količino tekem Aston Villa ne, glede na to, da je Manchester United tudi ne, tako da jaz bi rekel kar Chelsea. Glede na to, da je bil nek pojem nestabilnosti v zadnjih letih, so v tem kratkem času zadeve nastavljene kar zanimivo. Predvsem zato, ker se je ekipa nekako stabilizirala, ni več toliko novih igralcev, dosti fantov, ki so tukaj zdaj že 1 leto in več. In tudi manje rotacij v prvih 11. Zdaj, o tem se bomo ziher še Chelsea več dotikali v nadaljevanju, ampak neki uvodni znaki so zelo zanimivi. Zdaj tudi razpored je bil zelo okej za Chelsea, kar jim je prav prišlo v tej fazi sezone z izjemo prvega kroga pa Cityja. Tako da oni so zame nek pozitivno presenečenje. Eti? Ja, bi se strinjal, v bistvu povedal vse to, kar bi jaz tudi povedal. Zdaj Aston Villa sigurno je visoko, imela se mi zdi, da kar lahkek razpored z izjemo, mislim, da tekme z Arsenalom, ne? Tako da se za njo, po mojem, kar zdaj nekako začenja to prvenstvo in oziroma nek dokaz, da si zaslužijo tudi naslednje leto igrati v Evropi. In če se bojo borili za ta mesta, je pa normalno. United je definitivno razočaranje, glede na to, da je Ten Hag dobil prvič zaupnico kluba, bil podprt z vsem tem denarjem, z novimi prihodi in da nekega napredka pa ni. Tako da v bistvu zame United največje presenečenje oziroma razočaranje. Negativno presenečenje. Ne? Presenečenje, ja, bi se strinjal s fantama, da ja, Chelsea, kakor smo se delali norca iz njega, še v prestopnem roku, od tistih avtobusov, ki niso bili samo dvonadstropni, ampak tudi večnadstropni. Ja, Chelsea res gleda lepo, poletno, res igra lep nogomet. Tudi v Liverpoolu nismo vedeli, kaj bomo pričakovali, oziroma nismo nekako nov trener, vemo, smo se pogovarjali že v prejšnjih studijih na koncu sezone, kako bo po ta era poklopu, kako bo v bistvu težko delo za naslednika, da bo vskočil te čevlje. Pa jaz mislim, da je zelo lepo začel zgodbo. Pa tudi glede na to, da niso praktično nič dodali, skoraj da nič, no. Je Liverpool tudi, pa ne presenečenje, ampak lepo ga je videti, da je res čisto na vrhu, kajti jaz mislim, da to dela prvenstvo zanimivo in mislim, da se nam obeta kar lepa sezona, sploh glede na situacijo v Cityju, ker vemo, kaj je pred kratkim izgubil, ne. Tine, kaj Chelsea v letošnji sezoni ima, da je bil zmožen narediti ta odskok in istočasno česar, kaj Manchester United nima? Zakaj Chelsea uspel narediti ta razkorak, Manchester pa iz kroga v krog dosega novo dno? Jaz bi definitivno tle izpostavil trenerja. Prva stvar, mislim, da v to kratkem času, kot je Mareski uspel narediti neko smiselno zadevo iz te ekipe, to je nekaj definitivno za pohvaliti, tudi glede na to, da gre za trenerja, ki nima predtem nobene zgodovine vodenja v prvi ligi. Drugo je, da Chelsea v bistvu ne igra tako, kot je nek ta ideal Mareske, ki je zelo naklonjen temu nekem guardiolizmu, kot rečemo, se pravi fuzbalu neke visoke posesti, ampak ga je na nek način ta ekipa prsila, da igra drugače, ker je toliko dobra na tranzicijo, posebej ta
ta naveza Jackson Palmer je v tem trenutku celo najbolj smrtonosna v ligi v smislu tega, kolikokrat si podata za gole en drugmu. Pri Unitedu je pa lih to pač neka ta klasična enigma, ki se skozi pogovarjamo, da zdaj že tretja sezona Ten Haga, še vedno se sprašujemo, kakšna je sploh identiteta te ekipe. Tudi Ten Hag je prišel s tem slovesom tega velikega Ajaxa, da je bila to neka dominantna ekipa z žogo, tehnična levo-desno. V Unitedu tega nikakor nismo zasledili, zdi se, da se ta identiteta skozi menja. Je pa tudi vseeno v neko opravičilo, recimo, čeprav je teh izgovorov v Unitedu že preveč, da definitivno so se zgodili neki nastavki nove ekipe zdaj v tem poletnem prestopnem roku, tudi zaradi velikih strukturnih menjav v klubu, in da je ta ekipa mogoče v tem trenutku celo bolj nova, kot je Chelsea, kar je skoraj šokantno reči glede tega, kar je Nesper rekel, da se dejansko iz Chelsea lahko že dolg norca delamo glede te podivjane prestopne politike, da v tem trenutku Chelsea celo deluje, strogo govorimo seveda o tem, kar vidimo na igrišču, bolj mirno in stabilno. Rekel bi pa, da je vendarle tle v ozadju še neka klubska struktura, kjer je pa še veliko vprašanj tudi pri Chelseaju in jasno, koliko je zdaj Chelsea lahko na ta način konstanten naprej. Ne? Ti je Cole Palmer najboljši igralec lige trenutno? Pa trenutno je. V bistvu je bil že v prejšnji sezoni izvrsten. On zadeva, podaja, znajde se v medprostoru in v bistvu nekako sem bil že presenečen, že da na Evropskem prvenstvu ni dobil vidnejše vloge glede na sezono. Res je pač, da je bil v Chelsea, ki mogoče ni imel najboljše sezone kot ekipa, ampak ja, on je statistično super uspešen, zdaj pa tudi to sodelovanje, kot si omenil z Jacksonom, ja, on je v izjemni formi in trenutno, recimo Foden, ko ni, je malo out, ja, je mogoče igralec, ki najbolj izstopa v začetku sezone. Predstavljal si, da ima Haalanda na Jacksona, ne? Ja. Ker mu idealno ustreza tak igrač, ki gre v globino, ne? In Jackson fali ogromno priložnosti vse, ne? Tako da on v bistvu nekako degradira njegove statistične sposobnosti, ne? Ker teh asistov bi bilo še več, ne? Sigurno. Letos je močno popravil. Absolutno, ja, ampak ni Haaland. Če bi bil Špica v Chelseaju namesto Jacksona, a bi ga rajš imel na desetki, a bi ga imel na desnem vingerju ali v nekem sistemu 4-3-3 na osmici, kje misliš, da lahko Palmer, na katerem položaju lahko da napadalcu največ? Pa dobro, zdaj na tej poziciji desetke se je odlično znajdu, ne? Ima tudi Maduekija na strani, ki isto doprinese dosti in se mi zdi, da tudi ta sploh cela napadalna naveza in vse te možnosti, ki jih ima Chelsea, so izjemne, tako da jaz bi ga kar obdržal tle, kjer je, ker funkcionira dobro, tudi Chelsea je do zdaj zabil največ golov, ne, v Premier Ligi, se pravi, da napadalni del definitivno funkcionira. Nec Manchester United naš. Četrtek Porto. Kronika, zdaj obrni se pravi, črna kronika. Četrtek Porto, Dragao, Porto favorit. V nedeljo proti Aston Villi, Aston Villa favorit, reprezentančna pauza. Bo Ten Hag preživel tudi to reprezentančno pauzo ob predpostavki, da bojo verjetno kiksali najmanj enkrat. Zna se zgoditi res ta scenarij, zdaj pa ja, bereš nekaj, čitaš te stvari, da ima zaupanje, pripeljal si je na koncev po svojih željah igralce, sestavil ekipo, obkrožil se z ljudmi, koncev Van Nistelrooy prišel, je z njim. Cel stav smo omenjali. Ja, in to je na nek način bo problem, ker jaz mislim, da ne more, govorili smo, enostavno ni nekih premikov tudi znotraj ekipe, kakor sem zdaj malo sledil temu, pa koncev tudi navijači so izgubili potrpljenje, še po tisti tekmi, ko so dobili proti Cityju, ko so dobili pokalno tekmo, je bilo to neko, ajde, dajmo ustrajati z njim, zdaj pa bo, zdaj mesec, dva kasneje, se je zadeva močno obrnila in so tudi navijači, kakor sem videl, izgubili zaupanje. Pa tudi on, Ten Hag se mi zdi, tudi niso več isti izgovori. Zdaj prvič začel, odkar sem zdaj sledil, da je mal po dvomu
karakter po ovinkih, če tako povem, do igralcev. Ni vse bilo zmeram, da so igrali super, ponavadi veš, kako je bilo, so bili porazi, pa ne, super smo zgledali to ok. Jaz mislim, da gremo v pravo smer, da sploh ni res, ampak mislim, da Ten Hagu so šteti dnevi, tako kot si rekel, gorel bo na Dragavu, Vila. Jaz mislim, da ne bojo mogli se slepiti več. Ni pa to edini problem in tako, kot smo že govorili, vsak trener po Fergiju je po mesecu 2-3 rekel, marsikaj treba tle še spremeniti. In Fergi vemo, zakaj je to si je naredil tisto ime, konec koncev te lovorike in vse, in tisto, kar je on rekel, to je veljalo. Ni zdaj pri temu, potem pa je šlo samo navzdol in potem ni bilo trenerja, igralci ne gledajo isto, ne. Če bi zdaj prestikal nazaj, pa da bi to ekipo, pa Fergija, pač v tistem na vrhuncu, verjam, da bi se drugače trenirali, drugače bi se igrali, se ne bi zgodil ta gol, ko so ga dobili zdaj na zadnjih 2 tekmah. To je United zadnjih par let in to so goli, ki si jih tak klub ne more in ne sme privoščiti, da v bistvu celotna ekipa samo razteče se po igrišču in dobi tak smešen gol. Tako da jaz mislim, da samo šteti dnevi, ampak ja. Tine, a Ten Hag drži svoj stolček še s čim drugim, kot pa zgleda z retoriko, s PR-ovstvom pri vodilnih možeh, ker nekih nogometnih argumentov za obstanek te delovanja v tej službi mu zmanjkuje. Škaj je zanimivo, ne? Če se vprašaš, recimo, jaz mislim, da bi rekel, da so 3 klubi na svetu, ki si lahko dovolijo, da sami sebe razglasijo za največje klube na svetu. Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Ne? Okay. In a bi Real Madrid zadržal trenerja, ki je osvojil 8. mesto, zato ko je osvojil Copa del Rey. Ne? To je Ten Hag naredil lani, ostal trener. Jaz mislim, da je United prišel v neko situacijo, kjer ustraja pri nekih zadevah samo zato, ker je to, kar je že prej omenil, požrl toliko neke kvalitete v smislu igralcev, ko so tja prihajali, se niso v tej dobi po Fergusonu, trenerjev, veliko dobrih trenerjev je prihajali, poskušali, ni šlo, vsak projekt se konča in se mi zdi, da oni zdaj že tudi nekako so prišli v to situacijo, da na silo nočejo menjati, lih zato, da bi zasledovali neko stabilnost. V tem trenutku jaz mislim, da je bilo najbolj, glede na to, da vemo, da so se polet pogovarjali tudi z drugimi trenerji, tipali okoli, iskali mogoče neke alternativne variante in da je bil problem predvsem zato, ker ni nekih pravih opcij na trgu. Ti dejansko v tem trenutku, jaz mislim, da rabiš pač res trenerja zmagovalca, ne? To je pa najtežje dobiti. Ne? In težko se bo zdaj United spet zaletel nekoga, ki bi bil potencialno trener, ki bo gradil, ne? Ampak dejansko jaz mislim, da njihova edina rešitev v tem trenutku je, da pač najdejo naslednjega velikega trenerja, kar je zelo težko. Kar iščejo že od Fergusona dalje. Ja, tako ne. In jaz mislim, da je pač situacija glede na to, da vemo, da se je pač ta struktura zamenjala, da je zdaj športna politika, verjetno športna struktura športnega sektorja pri Unitedu nikoli ni bila toliko modernizirana, kot je bila v tem zadnjem času. Se pravi, jaz mislim, da tle je razlog za optimizem srednje in dolgoročno, da je tle United v prednosti tudi v primerjavi z nekaterimi drugimi klubi v Angliji, ampak ta struktura je zdaj toliko nova, da prvo kot prvo te ljudje potrebujejo čas, da te stvari postavijo tako, kot si želijo in logično je, da Ten Hag ni njihov človek in da mislim, da je pač vprašanje časa, kdaj se bo ta zadeva končala. Jaz pa mislim, da oni vseeno zdaj v tem trenutku ne želijo izpasti kot nekdo, ki vleče brzoplete poteze in da mogoče na podlagi tega nasilo zdaj to zadevo peljajo, čeprav zgleda pač grozna na igrišču in najbolj grozen je to, da ti pač le preprosto več ne vidiš tega, kam se to lahko premakne, ker je bilo že toliko nekih slabih tekem v končni fazi. Oni so izgubili zadnji 2 tekmi z Liverpoolom, Tottenhamom doma na katastrofalen način, da so bili razbiti in da sem nekje prebral, da sta Liverpool pa Tottenham dala na Old Trafford v letošnji sezoni več golov kot Manchester United. Ne. Tako da jaz mislim, da je bolj neka ta trenutna situacija, da je to neka zadeva pod prisilo, nekako, da funkcionirajo skupaj, da pa jaz mislim, da ne boš skoraj več najdel človeka v svetovnem nogometu,
da bi rekel, da bo treba dati še časa, ker dokazov slabih, nažalost, je bilo preveč, pa jaz sem zadnji, ki bi kjerkoli propagiral, pa tudi pač mi smo marginalni, ampak propagiral, da je treba neke trenerje menjati, ampak že javni nastopi, to, kar smo se prej pogovarjali, kako to vpliva na igralce, kako je slačilec čuti to, da je vodstvo dejansko že želelo trenera zamenjati poletne, saj vi kot igralci to veste, da tak trener rata ekstremno nestabilen. Ne? Tako da zadeva, ki definitivno ne pele realno več nikamor. Ne? Iz mojega vidika je še to problematično za United, da naprimer ta ustroj je požrl toliko nekih igralcev, toliko nekih kvalitetnih trenerjev, in zdaj, da si ti, naprimer, Xabi Alonso, če rečemo, da je najperspektivnejši trener trenutno v Evropi, pa se ne bo šel v Manchester United, pa se ne more biti tvoja naslednja stopnica United, ki je požrl že Moisa, Van Gala, Ralfa, Ragnika, pa noro, ne gre, ni to zdrava, Mourinha, ni to zdrava stopnica naprej, ne, če gledaš zdaj neko trenersko kariero. Ja, za neke odslužene trenerje, ki so že toliko časa na trgu dela, da iščejo nek angažma, super plačica, odlično, ja, ampak a je to taj profil trenerja, ki ga iščemo, je to ta naslednji šampionski trener, naslednji veliki trener, ki bo rešil ta United iz te godle, ki so, ja ne bo, ne, ni. Je pa res, da moramo zdaj ločiti to, kar se je zdaj zgodilo v primerjavi s tem, kar je bilo prej. Ne vemo, da je pač United po Fergusonovem odhodu je Ed Woodward, ki je bil prej več ali manj nekdo, ki je zgodil ta komercialni imperij kluba, je prevzel tudi glavno veliko besedo pri kadrovanju. In zdaj to, kar ima veliko več nogometne logike, te ljudje, ki so zdaj prišli, Dan Ashworth, ki ima veliko zgodovino, da je postavil na nogometni zvezi to strukturo, ki je zdaj dala vse te rezultate in v mladinskih selekcijah in seveda v članski reprezentanci Anglije, ki je bistveno uspešnejša, kot je bila desetletja nazaj. Jason Wilcox, ki je imel veliko zgodovino delovanja v Cityjevi strukturi, isto Omar Barada kot generalni direktor. To so ljudje velikih nogometnih CV-jev in sposobnosti. In jaz mislim, da Unitedovi navijači lahko imajo zaupanje v to strukturo, da bo to lažje mogoče rešila, kot se je to v preteklosti dogajalo, ker se je to zdelo vse malo epizodno bolj. Kaj bomo zdaj, ne vemo, kaj dajmo Mourinha, ker je pač winner. In tako naprej. In tle mislim, da to je neka razlika v primerjavi s prej. Je pa res, da se tudi malo bojiš, da bodo te ljudje verjetno mogli pokuriti še 2-3 trenerje, ki jih bodo tudi sami kiksnali, ker to ponavadi tako gre, ne. Prideš neki, probaš, ne gre, imaš ne vem, tako se mi zdi, no, da se to kar čez noč ne bo dalo rešiti. Napoved je, mislim, da je glih Berada rekel, da 150 let kluba, 2028, mislim, da. Pa ja, ne moreš v Unitedu reči, da boš 10 let zdaj imel problem. Ja, ne, se to, ampak ta je taka. Zdaj, ker se pogovarjamo, a je to ob tem Arsenalu, je pa res Arsenal, ne, ker si zanimivo rekel, Arsenal je, ker je prišel Arteta, ali pa zdaj, če priješ v United, je imel Arteta bistveno težjo situacijo. Tam je bila gnila slačilnica, oni so v bistvu prve prestopne roke delali samo to, da so čistili to slačilnico igralcev, ki so imeli prevelike plače, nemotivirani, vse njim je bilo in tle je mogel Arsenal kazati ogromno potrpežljivosti, da je ta projekt z njim speljal. Jaz mislim, da zdajšnja situacija v Unitedu je bistveno bolj nastavljena, tudi jaz mislim, da kadar je zdaj po tem poletnem prestopnem roku zelo soliden in nažalost se ne moreš več mimo tega, razen da rabiš nekega liderja, ki bo to popeljal in da to predolgo traja, da zadeva ne funkcionira. Ne. Eti Manchester City brez Rodrija je v sodobnem nogometu ob vsej te kvaliteti, ki jo City ima, je lahko en igralec tako ključna figura v taki zasedbi, ali se ti zdi, da bo zdaj Guardiola to tudi malo izkoriščal, češ kiks proti Newcastlu, ja, ni bilo Rodrija. Ja, ampak se je že videlo proti Arsenalu, recimo, ne, ko je šel ven, da je Arsenal začel dominirati, potem ja, v bistvu imaš 2 neodločena rezultata zapored, brez njega. Nekaj ti pove, ne, tudi Rodri, koliko ni, v bistvu on še sploh ne zna zgubiti, ne. Sigurno je velik udarc, je pa Guardiola verjetno eden redkih, ki bo znal vedno potegniti neko solucijo, ima Gundogana, recimo, tvojega prijatelja Stonesa, ne, ga lahko da noter, tako da vedno je znal izvleči neke situacije tudi iz svoje ekipe.
bo pa imel itak na voljo sigurno v prestopnem roku, če bo želel, da nekoga novega pripelje. In, Je pa res, da nimaš tudi alternative na trgu, ne? Se Rodrija ne moreš zamenjati, da kupaš težko, nekoga, se ne? to, mislim, govorimo o enem najboljših igralcev na svetu, če ne celo. Pa tudi ob zimskem prestopnem roku. Pa še zimski prestopni. Da bi daš 100 milijonov za koga? Kdo bo zdaj stopil v te čevlje? Ne? Ja. Dobro, ok, City si lahko privošči vedno. Ne? Je pa res, da kaj boš pripeljal ga za 100 milijonov, pa Rodri polet pride nazaj, kaj boš te? Je pa vprašanje tudi, kakšen priješ nazaj po taki poškodbi, pa koliko časa rabiš, da se vrneš, sicer ok, na tem nivoju imajo na voljo vse, ne? Ampak ni enostavno se vrniti na isti nivo, ne? Se pravi, mi govorimo o nivoju za biti najboljši igralec na svetu. Ne? Rodri out, Ter Stegen, Rodri križna, Ter Stegen patelarni ligament, Son poškodba mišice, Mbappé. Nejc, kaj se da narediti? Tekem je če dalje več. Zdaj s tema 2 dodatnima tekmama v Champions League niso naredili nobene usluge, kar se tiče regeneracije igralcev. Igralci zdaj, mi bomo naslednji vikend počivali, ker je reprezentančna pauza, oni bodo imeli 2 tekmi še za reprezentanco. Kaj za narediti? Jaz mislim, da je žalostno, prihodnost, težko verjamem, da se bo kaj spremenil, kajti konec koncev tudi Liga prvakov je bila prisiljena na nek način v to spremembo. Vemo, kakšni pritiski so bili iz te Superlige in na nek način so prisluhnili tem po vinkih sugestijam, da imamo malo večje poslušati, pa na nek način narediti nek format, ki bo bolj zanimiv, povečal s tem tudi tekme, večje število tekem in jaz mislim, da je tle na prvem mestu denar, ki se za neko angleško ligo, ki vemo, kakšne pravice so v primerjavi z vsemi ostalimi ligami, kakšne so zahteve tukaj. Ampak kaj narediti? A boš razširil kader? A boš žrtvoval tekmovanje, ne vem, FA Cup, Carabao Cup, kaj boš naredil kot trener, kot menedžer, kot klub, da boš lahko tekmoval z najboljšo možno zasedbo? Vsi so bile že izjave, da bojo pa igrali z rezervami oziroma z drugo ekipo, enostavno ne gre. Jaz mislim, da na kakšne take stvari, variante pokale, Carabao pa to, jaz niti ne bi vlekel ta najboljših igralcev s sabo, na potovanja in take stvari. Mogoče bojo tudi v Ligi prvakov kdaj na kakšna dolga gostovanja ne bo šel, ne. Bojo mogli razmišljati v tej smeri, kajti te poškodbe, sploh razne te zadnje lože oziroma zadnje stegenske so posledica tega pretreniranosti. Tudi Rodri, ki se je vračal, Rodri se je vračal po poškodbi in padeš v ta ritem, pa si bil toliko časa out, oziroma nisi imel priprav tudi, ne? Nisi imel priprav in to je to. Mislim, da je to največji problem. Bolj kot da ti za regeneracijo boš poskrbel, ne? Ampak tista baza priprav, ki jo nujno potrebuješ, ne? Prideš takoj v resne tekme, ne, na 100% in takrat se zgodijo poškodbe. Ne? Jaz ne vidim, iskreno ne vidim, razen če bojo ekipe, Chelsea lahko prijavil koliko igralcev. Dobro, več imaš tekem ljudi, tudi v kadrih imaš več menjav imaš v zadnjih letih, ne? Se pravi, to se vse povečalo, ne? Tako da kader boš sigurno mogel povečati. Je pa problem ta, no, da pauze ni, ne? Vmes med sezonami z to reprezentanco, najboljši igralci bojo vedno imeli te tekme. Sej fizično oni zdržijo, ne? Problem je samo, ker potem ti nimaš časa, da pripraviš telo, da ti potem spet novo sezono. Ni pauze, to je problem. Vemo, kako je angleška liga, to se igra skozi, potem pride poletje, letos je bilo Evropsko prvenstvo. Jaz si ne znam predstavljati, kako more biti, nisem nikoli v takem ritmu igral, ampak jaz sem sam čakal ta konec sezone, pa takrat, ko smo bili v reprezentanci, se spomniš, je bilo tudi ta maj, juni, prideš, imaš reprezentančno pauzo, imaš reprezentanco, odigraš to po 3-4 dni, pa si prišel, pa si začel priprave na novo sezono. No, to sem hotel povedati, to se je letos zgodilo Žanu Krničniku. Mi dva sva pred časom govorila, je rekel Žanko, jaz, ko sem prišel iz Evra, sem imel 4 dni, sem imel prosto in sem že mogel iti z ekipo v Estonijo na prvo kolo Lige prvakov. Je rekel, jaz sem bil mrtev.
in fizično, in emocionalno, in psihično, pač to evro, to ti ga pobralo. Skurlo ga je in je rekel, jaz sem povedal, jaz sem skomuniciral, da sem gotov, je rekel, Krznar me da igrati povratno tekmo proti Estoncem noter, zato ker je prej polčas bil menda 0-0, pa tam si jih 5-0 razvalil, se pravi tekma rešena. Sem bil noter, sem se vlekel, nisem pravi, smo mogli igrati zato, ker smo imeli Frko, kaj je Krznar odletel, ker je Liga prvakov, klub pritiska, to. Rekel, kaj na koncu? Na koncu prestop na mizi, da greš nekam, ker si zaslužiš, ker je pač Žanko si zaslužil vse najboljše tega sveta, kaj je pokazal za reprezentanco. In se zgodi poškodba. In se zgodi poškodba kolena, natrgan, poškodovan ta notranji ligament, Žan ima zdaj opornico. In sem rekel, pa bi lahko drugače naredil. Je rekel, ne. Je rekel, edino, da glumiš, da se pač, ne vem, rečeš, ampak to pa ni on je pošten in si tle ujet v sistemu, to hočem povedati. Sej Rodri tudi si je vzel, ker ni se pojavil na začetku, neki Guardiola se še preteževal, da je podaljšal ful ta dopust, izgubil to bazo, o kateri si ti govoril, in ta poškodba kolena ni bila zdaj, da mu je nekdo v pokalu nek drvoseči 4. lige, da mu ga je udaril in da je ampak samo od sebe. Ne? In ne vem, mislim, da tukaj s to problematiko se že soočajo Angleži, se bo mogli pa tudi ostali, to 70 tekem na sezono, to ni normalno. To se zgodi oktobra, ne, v bistvu. Ja. Mislim, simbolično je tudi, da se Lihovan poškoduje, ki je bil nekak glavni glas tega. Res je. Jaz mislim, da je tle največji problem, da bi mogli mi obratno gledati, ne, da zdaj se pogovarjamo o tem, kako se prilagoditi na to število tekem. Jaz mislim, da pač tudi da je to posiljevanje ljudi s fuzbalom. Ja. Mi imamo vsi fuzbal radi, jaz ga ne moram to gledati, ker ga oni hočejo, da ga gledam. Non-stop, poleti, nimaš miru, se tebi na ljub gledati, kaj šele, da ga moraš igrati, razumeš, zdaj še to naredijo pa še neke Audi kape, pa turneje, pa klubsko svetovno prvenstvo te zdaj čaka, ne, jaz mislim, da je to kriminal, da je to nogometa, da ga ne moreš, da ga tudi ne moramo toliko pogoltniti, ne, ni te zdaj to, kaj bi rekel, kava, nikotin pa seks, da ti to nujno rabiš v življenju. Razumeš? To je zabava, to je industrija zabave. Nemogoče je toliko fuzbala gledati. Pa ga mi res veliko gledamo, vemo, da ko pride april, maj, ko smo v enem ključnem sezonu, tebi se že bruha od tega števila teka. Lani si bil izčrpan, ti si rabil regeneracijo. Ja, ti si rabil regeneracijo. Serija. In tako pride, ne, zdaj si, no vemo, si vi predstavljate, da grate 70 tekem na sezono, ne, to je noro. Pa, mi še posebej govorimo o športu, kjer se toliko preteče, ne, to ljudje tečejo med 10 pa 15 km na tekmo, ne. Zdaj, NBA igra tudi 70 tekem, ali koliko na leto, ampak oni pretečejo toliko golmani, ne, to sem enkrat gledal primerjave. To je 5 km. Ta ima 3-4 minute vmes. To je pa brutalno, ne, in to preprosto telesa normalno ne more več zdržati, ne. Ampak Rodri je poškodovan, ker se pa zlata žoga podeljuje za prejšnjo sezono, je pa eden izmed kandidatov za osvojitev zlate žoge, poleg tvojih Juda Bellinghama in Viniciusa. Kdo po tvojem mnenju si zasluži ta laskav naziv zlate žoge in zakaj? Zlatožognika. No, dobro, sigurno eden izmed igralcev Reala, ne. Ne, mislim, da je Vini Junior res bil v izjemni formi, bil tista glavna dodana vrednost v Realu. Zdaj Bellingham tudi ekstra sezona za njim, vse osvojene lovorike. Rodri pa tudi, ne, v bistvu doda s tem naslovom evropskega prvaka verjetno kar glavno kandidaturo, ne, za biti, čeprav zame... Človek ni izgubil 160 tekem. Res je. In biti v Premier ligi, najbolj tekmovalni ligi, ne, je ekstra, ne. Marka je zdaj nekod že napovedala, da bo to Vini, neke informacije so pricurljale kakorkoli. Moj argument je, da ta fant ekstremno dober, ni sploh tukaj mu nič za očitati, ampak to njegovo obnašanje ne sodi v ta komplet biti najboljši nogometaš na svetu, ker, ne vem, moj Tamal je zdaj postal obseden z nogometom in ko vidi, kako idiotsko se obnaša bodoči najboljši nogometaš na svetu, jaz ne bi rad, da se on obnaša kot debil na svojemu fuzbalu, zato ker pač ima tak vzor.
demantiraj me, prosim. Ne strinjam se s tem, da se ne zna obnašati, tudi mene to moti, ampak mi govorimo o nagradi za najboljšega nogometaša. Ne? Če ne, mislim, za zlato žogo podeljujejo strokovnjaki za nogomet, če ne bi ti dali na CSD-ju, tako sem ti že rekel, točke pa štemplje v vrtcu, kako se obnašaš. Ne? Je pa res, da je to njegovo obnašanje neprimerno, v bistvu ves čas provociranje z nekimi dobrimi triki, tako kot je to počel Neymar, recimo, in nerviral navijače nasprotnika, je bilo še nekako sprejemljivo. To obnašanje pa definitivno se strinjam, ampak mislim, da to ne bi smelo vplivati na odločitev, ker, kot sem rekel, zbiramo najboljšega igralca, nekoga, ki navdušuje na igrišču. On je še dve stopnički više kot Neymar. Neymar, se mi zdi, vse je bilo to, vemo, kaj je bilo, tisto njegovo zavlečevanje, padanje po tleh, ni bilo okusno. Ni se pa spuščal v konfrontacijo z navijači. In to mene moti, pride varianta kot pride pa 16krat stopi tle in pol pričakuje, samo njega to polne. Polnega, se vem, vse to ima neko zadje je, da se ve, da je tle, ki je, pustimo kvaliteta po kvaliteti, tako verjetno je in je zasluženo med kandidati, ampak tako kot si rekel, tudi jaz, da mi reče zdaj, da je moj tamalo, reče, jaz sem res v poreču, da moga kupiti, ni šans na štantih, ne bom kupil, ni variante, pač lej, tako je. Zato, tako je, ja pa ne, ampak realno pač res nekako, ko gledaš, a je lahko tak vzor. Je pa po drugi strani se pa strinjam s teboj, ker rečeš, na koncu je ta kvaliteta spona, ampak jaz mislim, da letos... Največjo razliko dela, ne? Letos, na terenu do sebe. Letos, ko pogledam, oziroma prejšnjo sezono, Rodri, ne moramo mimo tega, človek je osvojil vse, kar se da osvojiti. Še špansko reprezentanco, v glavnem on je, se mi zdi, res jaz mislim, da si zasluži, je pa zdaj to spet tista stvar okusa, nikoli ne boš, mislim, da je, jaz grem zdaj v košarko, kaj Kobe rekel, da je takrat se on se pač odločil, pač kaj vidiš, ne pomeni, koliko prstanov, koliko naslovov osvojiš, enemu si pač všeč, enemu nisi, ker se nehaš temu ubadati, kdo je najboljši na svetu, ni merila, ne. To so različne, kolikor si rekel strokovnjako, enemu si bolj všeč, je napadalec, ampak jaz mislim, da v tej sezoni, oziroma prejšnji, Rodri pokazal in ta statistika, kaj si ti z njim, kaj brez njega. Če ne bo zdaj osvojil, ne bo nikoli, ne? Zato, ker on statistike ne more nikoli take statistike narediti. Mislim, da kot vezist, pa zadet na takih tekmah, na najpomembnejših tekmah, še odločiti tekme. Jaz ne vem, kaj lahko vezist boljš naredi. Ampak Tine, ta isti Rodri je bil zelo kritičen, predvsem do UEFA in do tega urnika tekmovanj, tekem. Tudi UEFA podeljuje nagrado za najboljšega nogometaša, ki je še pred zlato žogo. Mislim, da je. A mu lahko gre to v škodo, ta izjava Rodriu pri tem izboru? Pa neka ta politična situacija, nogometna jezika, kar se tega tiče, lahko za njega mal kompleksna. Jaz moram sicer reči, da to sem že večkrat rekel, meni so te individualne nagrade v nogometu zelo marginalne sicer. Strinjal bi se, da po mojem mnenju si Rodri to nagrado zasluži, čeprav je Vinicius vzel in Ligo prvakov in La Ligo, kar je ogromna stvar, City ni vzel Lige prvakov, pa je vzel on Evropsko prvenstvo, tako da tle greš, koliko je najs rekel, verjetno neke individualne zadeve. Jaz tudi iz tega vidika bi bilo mogoče, zdi se mi, da je ta zlata žoga generalno gledano nagrada za najboljšega napadalnega igralca na svetu. Dejansko vemo, da pač te ljudje odločajo tekme, vemo tudi, da je bil Van Dijk enkrat blizu, pa na koncu, tudi če te Messi, Ronaldo niso imeli bajne sezone, je vsem to na koncu prevladal, kdo so. Tako da moje mnenje gre nekako v to smer. Zame je najboljši igralec zadnjih let na svetu Kevin De Bruyne, ni dobil ene zlate žoge. Individualno, po mojem osebnem okusu, je bil najboljši igralec lanske sezone Rodri. Trenutno najboljši igralec na svetu je pa Cole Palmer. To si pa Jamie Carragher. Težko gremo mimo tega, no. Jaz mislim, da ni trenutno boljšega igralca na svetu od njega, od Palmerja. Nima to veze s to zlato žogo, gremo čisto v neko strogo individualno kvaliteto, jaz ga ne vidim. Zdaj te bom pa izval in vam rekel, da
Gareth Southgate ostane selektor Anglije in v naslednjem ciklu, v tem zdaj, ki pride oktobrskem, ima na razpolago Foden ne igra pri Cityju, vem, kaj boš vprašal. ima Kane'a, Bellinghama, Fodena, Sako in Palmerja. A bi zdaj naslednji teden, ko bo reprezentančna pauza, a bi Palmer, tvoj najboljši igralec trenutno na svetu, igral v prvi postavi angleške reprezentance v vseh teh Po moje je trenutno nemogoče, da ne. Da ne moreš iti mimo njega, Foden, kot rečeno, v tem trenutku sploh igra ne pri Cityju, kar je malo nepojasnena zadeva, ki ni... Se tudi Maguire je bil, kakršen je bil, pa šel, pa so bili prvotimci pri Southgateu. Ja, okej. Ta čustvena navezanost. Jaz mislim, da je bila ta hierarhija, zdaj se meče to nazaj, da ni igral na evropskem prvenstvu. Mislim, da je bila ta hierarhija v angleški reprezentanci vendarle tle toliko jasno postavljena, si ti mogel najti mesto za Sako, Fodena pa Bellinghama in tle avtomatično bilo, ker je bil Palmer zadnji, ki je prišel zraven, logično, da je on tle izpadel. Jaz mislim, da je to dokaj lahko zagovarjati. V tem trenutku pa mislim, da Palmer je prvi, ki igra, vsi ostali se morajo pa zmeniti, kdo igra z njim. Glede na to, kako ta fant igra, kako šteka fuzbal, kaj on vse vidi na terenu, to je nerealno. To ekstremne količine ekstra nadarjenih igralcev angleških trenutno tega novega vala, jaz mislim, da vse ne more noben se nam primera z nekim tem njegovim surovim naravnim talentom in glede na to, kako se je zadeva pri njemu razvila, bomo verjetno to gledali kot nek zgodovinsko gledano čez 10 let kot največji kiks Manchester Cityja, da niso mogli najti mesta za njega. Vem, da je pač to lažje reči, kaj narediti. Ampak Palmer, ki je bil mimogrede navijač Uniteda, kot mulc, to ne vem, če veš. Tako da tle tudi še ena stvar, s čimer lahko United tepemo, da je njega zgubil. Ampak ta fant, to je, jaz že dolgo nisem videl, če se ta zgama. Si selektor Anglije, postaneš selektor Anglije in na novo razdeliš številke dresov. Koliko imam plačal, najprej povedal? 8 neto milijonov. Bi dal 10 Bellingham ali Palmerju? Bellingham lahko to 5 njegovo, ni panike. Jaz niti Maguire. Ja, ne vem kaj. Se bi se lahko govoril, kaj je Bellinghamova idealna pozicija. To je bila že... Tukaj bi bilo isto, tudi s Fodenom recimo, so imeli kar malo problem, pa je Foden na začetku tudi na strani, pa je začel, pa je nekako mogel prepustiti mesto Saki, pa je šel na sredino, pa je prišel Bellingham in zdaj realno je v bistvu on tisti, ki bo po mojem največ zgubil v angleški reprezentanci, sploh s tem, na kakšen način igra Palmer, kot si rekel, v bistvu je on zdaj v taki formi, kakor je, bi mogel biti glavni igralec. In moraš ga dati na 10, tako kot si ti rekel. Jaz mislim, da se tukaj najbolj znajde. Ti si tako luškan, simpatičen, televizičen, rečejo naše gledalke. Palmer to ni, ne? Nima frizure, mal bled, mal na teh, ta medijski nastop je slab. Koliko mu to lahko škoduje na naslednjih izborih za zlato žogo, da ni mamljiv, da ni zvezdniški, da je malo smotan. Viniciusu ne škoduje, ne? Pa Haalandu tudi ne. Tudi Haalanda smo tle pozabili, recimo glede na sezone, bi mogel biti vedno tukaj, ne? Glede na število golov. Na koncu še vedno odloča teren. Mu bo pa škodovalo sigurno v denarnici, ne bo naredil verjetno tazga imperija, kakor ga Ronaldo ustvarja, kaj je zanimiv, lep, zanimiv. Tako da Palmer bo imel tle težave na igrišču, pa ja, tako kot si rekel, fant nima težav, to, kar dela letos, to je neverjetno. Ti, ki si malo že skoraj zaljubljen od tega Palmerja, a misliš, da je to tak igrač, da bo lahko v naslednjih sezonah dejansko pobral 2 ali pa 3 zaporedne zlate žoge? A to verjameš van? Jaz mislim, da je neizbežno, da tak igrač mora nekoč dobiti zlato žogo. Zdaj imamo celo to industrijo in angleške lige, da je on angleški reprezentant, da je on pač postaja neka faca te lige, nove generacije. Tle jaz mislim, da ga najbolj limitira lahko Chelsea, v tem trenutku, če bo Chelsea lahko spremljal zdaj ta njegov vzpon, ker dejansko zdaj moraš ekipo ti začeti, to se že dogaja, se gradi okoli njega, Pa Lovorike ti vedno prenesel nekaj. Jasno, in zdaj bo Chelsea to sposoben, ali bo celo dejansko prišlo do nekega tega trenutka, ko bo Chelsea rekel,
ker vemo, kako Chelsea funkcionira. Chelsea je dejansko portfelj za zbiranje naložb, igralci so naložbe. To tle nogometne logike velike ni, če govorimo o strogi lastniški strukturi, meni je žal, ampak tako je. Če bo Chelsea mogoče v 2-3 letih ugotovil, sej Palmer bi bil pa mogoče super, da ga kar prodamo, ne, za nek gigantski denar. Tako da v tem primeru verjetno itak lahko gre samo spet hetijo v Real. Najbrž, govorim malo na pamet, in je to spet pol neka lažja pot. Ne. Ampak mislim, da v neki surovi kvaliteti, kako to trenutno zdaj, pa to zdaj že perioda več kot enega leta, ko on tako igra. Ne. Ni zdaj to, lani smo se dejansko sprašvali, ali lahko to ponavlja. Ne. Zdaj ponavlja, človek to ne da ponavlja. Zdaj sem videl, on ima že toliko hat-trickov za Chelsea v Premier Ligi, kot Frank Lampard, ne, pa Drogba. To so Jimmy Fulham-Bank? Pa Jimmy Fulham, ja, bravo. Ampak tudi žoge, s katerimi najde. Ja, vse vidi, ne, in tudi vidi. pressing igra, dela za ekipo, ni zdaj to, da je on stoji gor kot določeni velikani preteklosti, pa nič ne dela, ne, zdaj v modernem fuzbalu brez tega več ne preživiš, on je neka zdaj popolna napadalna mašina, ne, in jaz mislim, da zaradi teh stvari, kar si prej omenil, ki je karakterno malo čudaka, ne, da je mogoče še bolj simpatičen, nekako v tem trenutku, ko se uspenja, ne, da mu to ne škoda, ampak to v bistvu trenutno javnost celo navdušuje, ne, da njega zanč po tej tekmi, ki je dal 4 gole, novinarka vpraša, a je to vaša najboljša tekma v karieri, pogleda, pa reče, ne vem, mogoče. Ne. Ampak sej Haaland je bil tudi tak, je bil znamenit po teh svojih bizarnih javnih nastopih, ne. Tako da to so fantje, ki zgleda imajo toliko v nogah, da je pa v glavi malo manj. Thanks. Jaz sem se našel. Tvojega Jamala se bo še kaj vprašal glede teh izborov za naslednjo zlato žogo? Ja, fant, ja, res nekako zdaj obraz te mlade Barcelone. Barsi, to smo že v studiu zadnjič govorili, gre, rekel, ja, vemo, da so mogli krčati in kako je bilo z Olmom, prihodom Olma in na kakšen način so mogli Gundogana se znebiti. Ampak, če je kaj dobrega v teh poškodbah, pri Barsi je ravno to, da lahko zdaj spet da na oder vse svoje potencijale, ki jih je vedno imela. Je pa res, da bo prišle take tekme, recimo za to mlado Barcelonino ekipo, znotraj katere videli smo, ja, rekel si, Jamal, Rafinha, ki sta manjkala zdaj proti Osasuni, tako je problem. In mislim, da Barsa v tem momentu, pa tudi to smo že govorili, takrat, ko se velikrat primerjava dela Messi, Jamal, ne, dejansko je tako, da nekako Messi je šlo na roko ta Ronaldinhova era, nekako se je počasi uvedel noter, ni bil, vemo, kakšno ekipo imela takrat Barsa, zdaj pa zna biti problem za Jamala ravno to, da Ta hierarhija, ki je zdaj kar naenkrat on pri 17 letih, ki mu Konde v visokih petah pride na zbor. ki mu je po 17 leti postal glavni igralec in obraz Barcelone in zdaj to je lahko problem in Barsa lahko to malce skrbi. Skrbi jih lahko pa tudi vratar. Tale Ter Stegen, ko je utrgal ta patelarc, to je vprašanje nadaljevanja kariere, grozovita poškodba. Ta Penja je pa nizan kamer, 3 gole poprečno na tekmo je dobil lani, tako da ne more biti resno prvi vratar in Barca je iskala mnoga vratarja. Ja. Jaz sem se takoj spomnil na Ščesnja. Ja, ti ne veš, kako Vidmar pa Ščesnja. Pa so se neko čudno za Ščesnja odločili. Ampak nogometašu kot igralcu v polju se bistveno bolj pozna ta zdaj neka odsotnost. Koliko se to golmano, da je ta Ščesnji iz plaže bo prišel na gol, a bo on zdaj počasnejši, a bo imel slabši refleks, ali bo imel slabši fokus, ko se to na golmanih, na vas, vaši sekti, ko se to odraža? Ja, za sebe lahko govorim, takrat, ko se vračal po poškodbi in se ti pozna, normalno se ti pozna, so neka vprašanja, ampak tle je pač tudi karakterno, kako se s tem spopadeš, normalno, da se pozna, normalno, da so neke, ampak neki avtomatizmi, neke stvari so pa ostanejo in pri nekih stvarih sem bil tudi sam jaz, takrat, ko sem se vračal, presenečen, še gre, še lahko,
tudi če en let ne narediš neke stvari. Tako da ja, ampak tako, kot si ti rekel, jaz mislim, da mimo tega ne bo šlo, vemo, kaj Ter Stegen pomeni za to ekipo, videli smo tudi v lanski sezoni, ko je bil odsoten in to bi znal biti zelo velik problem prej, kot ta mladost, ki jo imajo konec konca in v zadnji liniji in znotraj cele ekipe. Tako da normalno, golmani nismo izjema v tem. No. Sam je problem, ker prestopne roke mimo, ti v bistvu niti nimaš opcij. Ščesni pa Vidmar. Ščesni pa Vidmar, ja. To je Klavdijo Bravo. Tako da do decembra oziroma januarja morajo preživeti nekako. Ne? Ampak je tu čudno tako, veš, jaz mislim, da je tu čudno tako, da ti priješ, ok, to splaže pa levo, desno, priješ v neko novo državo, ne poznaš jezika, čisto nov klub, kar uletiš v 7., 8. kolu noter, obrani si, ne. Drugi stil. Ja, drugi stil, ne. Vprašanje. Težko, mislim, ni bajno. Naša Olimpija še zmeri nepremagana, četrtek pa Bundesligaš se lahko nadaljuje ta najboljši niz v zgodovini začetkov super trenerja Sancheza. Noro. Eti. Me zgledajo res dobro, ne? Ful Res dobro. gledajo dobro. Sem bil na derbiju in so me kar malo presenetili, tako tudi ta Raul, igračina. Pa imajo poštimane tako stvari, ne glede na to, da je ves čas bilo, da je kaos, ampak v zadnjih letih so se kar stabilizirali, pa nekako vedno zvlečejo vrhunske trenerje, ne, to me res preseneča. Ja. In ta normalno prihaja iz Reala, ima zmagovalno mentaliteto, ne, tako da ja, ampak res gledajo res dobro in tudi kot prvi, ne prvak, ne prid v evropske pokale, je velik uspeh, ne. Tako da jim lahko samo želim uspešno Evropo in da nadaljujejo to, kar delajo dobro. Ne. Ravno to, kar si rekel, ne? Da prideš v Evropo s slovenskim koeficientom oziroma preko teh ovir, nekak higienski minimum mora biti za slovenskega prvaka od zdaj naprej. To so se glih zadnjič pogovarjali. Da pride v Evropo, je to zdaj Liga Evropa, bi bil že giant uspeh, res orang, ne? Ampak neka konferenčna liga more biti cilj vsakemu prvaku od zdaj naprej za Slovenijo. In potem postopoma... cilj ali higienski minimum? Skoraj da mora biti higienski minimum. Ja, hkrati je. Ne, ampak realno, če pogledaš pač une prve predkroge, je pa tudi to zavisi od tega, kam padeš, na kdo je prvak, ne? Tudi to je, ne? A si nosilca, nisi, ne? V prvih teh krogih. Zdaj je če bo neka Olimpija prvak, zdaj glede na to, da igra Evropo, zdaj že 2 leti, bo z dobrim koeficientom, si lahko morda pač, rekel, zada cilj tudi nekaj več, ne? Ampak prav videl, da ima Olimpija zdaj celo boljši koeficient kot Maribor, ker to se šteje na... Ker Mariboru se po Muri, takrat, ko so bili prvaki, se je glih Mariboru to zgodilo, da kot prvak ni prišel, ni po Vidmarjevem zadostil niti higienskemu minimumu. Čudno, da to za Maribor reče. Ja, čudno, no, vidite. No. Ja, postavil visoke standarde. Tako da je pa Olimpija prišla... Vidmar ali Maribor? Maribor in Vidmar. Da je Olimpija prišla na tak način v Evropo, dobro, tudi Maribor je bil blizu in pa spet je zmanjkal, ne? Ampak, škoda, ja. Ne, res, mislim, za slovenski futbol, za vse, ki delujemo v nogometu, tudi ti Tine, v slovenskem, pač je pač to res pomembno, da čim več ekip prihaja noter v to Evropo. Ne. Tako, ker je bilo letos, še ni bilo nikoli, ne? Ja, realno krsansko, ne? 2 v Evropi, pa reprezentanca na evropskem. Pa tudi, mislim, škoda, da Rogaška ne igra v Evropi. Bravo je imel svoje prebliske, pa je pol tam doma, ne? Je malo za... Je imel pač, bi lahko šel tudi tam naprej, pa bi spet, ni bilo to res, ta Evropa. Zdaj, ima ta Olimpija kadra, Denis, da igra 2 tekmovanje, ne, se mi zdi, da mogoče tle jo zna, mogoče ima zmanjkati v domačem prvenstvu, ne, v temu fokusu. Mislim, da za te glavne igralce, kukor ima odlično začetno 11-terico, se mi zdi, ne. Vprašanje kadrovsko, mislim, z širino kadra s Celjem itak ne more Chelsea konkurirati, to vsak teden nekdo nov pride. Maribor se je popolnil na teh ofenzivnih pozicijah, okej. Olimpija tle, kukor je stabilna, skozi tem, da ni bilo več tazga cunamija v smislu kadrovanja, vse ne vem, ima tok širine kadra za igrati Rodrijevih 70 tekem na sezono. Veš, kaj se meni zdi, da
da plavajo, da so na tem valu tega zanosa, ki ga imajo v tej sezoni in da ko si enkrat v takej ekipi, v takem kolektivu, tudi ko pride 15, 16, 17, kar funkcionira. To, kar steče, to, kar je ta razlika v kvaliteti med Floročem pa tistim, ko prije namest njega, ki je rezervist noter, sploh ni več taka, kot pa sicer, naprimer, ko pa enemu celu, ko se zgodi, da pa imaš nenormalno individualno kvaliteto, pa ne zlaufa, pa ne gre, pa uno. Tako da mislim, da bo zdaj že v četrtek ful velik preizkus imeli z Nemci. Če pa padejo v neko črno lukno, bo pa težava. Ampak kako izgledajo zadovoljni, Raul je dal nek intervju za hrvaške medije, kako ga nenormalno dobrega trenerja imajo. In tu se ponavlja ta vzorec takrat z Riero v prvi sezoni, ko ne vem, če bi mu rekli karkoli bi te igralcem rekel, bi mu verjeli in grejo na glavo in na kopačko in na vse za tega trenerja in mislim, da se to piše, da so spet nastavki za eno fenomenalno sezono Olimpije do trenutka, ko bo gospod Galaktik dobil neko ponudbo, neko resno ponudbo, ki bo slej ko prej prišlo. Bolj pa bo mi se scouting pa iskat novega rešitelja te Olimpije. Ja. Lušno. Tine, nekaj imaš pripravljenega za našo... Dragi Etienne, začne ta rubrika. Dragi Etienne. Torej, malo smo ga že pripravili na to, ne? Ampak glede na to, da smo mi 3 staroselci, te povajamo v ta naš čudoviti svet televizijskega podcastiranja. Wow. Plavam za rokavčke. In ker si imel malo večjo kariero od mene, mičkam večjo od Denisa, približno tako kot Nejc. Večjo predvsej. Smo se pogovarjali, da bi nam bilo zanimivo, da s tabo sestavimo 11 najboljših igralcev, s katerimi si igral. Se pravi, bil si velik po tujini, bil si po reprezentanci mladih članskih itd., bil si v tistem ekstra močnem Mariboru, levo, desno, vse nam je jasno. Tako da brez nekega odlašanja, najbolj da kar poštartamo, se pravi, najprej se bo trener in selektor dogovorila glede igralnega sistema, kako boš razvrstil svojih 11 najboljših soigralcev v zgodovini. Bom šel v 4-2-3-1, ne. Visoki pressing. Ja, Palmer me navdušil, pa hoče 10. Dobro, njega ne moreš dati, ne. Razen, če imaš naši skrivnost. Njega ne morem dati, ampak me je navdušil, da imam igralce na 10. Tako da, ja, pri vratarjih... Začnimo z golmanom. Kar težka, ne? Mislim, da so bila tudi mladi reprezentanci. Tle so 3, tle so 4, ne? Vidmar, Samir Handanović, Oblak, pa Ederson. Dobro. Tako da... Najprej Vidmar je pa da ne bo zameril, pa ne, da ne bo zameril Sloveniji, bom dal Edersona na gol. Rio Ave, ne? V Rio Ave to, ja. Ja, kako je to izgleda takrat? Že takrat se je videl ali... Pa bil je ekstra golman že takrat, ne. Je pa res, da ja, prid pol do Cityja pa brazilski reprezentanci, ker takrat je bil v mladih v 21, mislim da, ampak ja, kariero, ki je dela, je neverjetna, ne, pa pod Guardiolo, kako se je razvil, ko mogoče takrat na začetku ni bil toliko miren z nogo, sicer ta udarce imel, ne, z gola na gol skor, pa je že verjetno takrat kakšno asistenco ti si bil vsem prva leva noga kluba takrat. Ja. Ampak ja, je bil pa že takrat frajer, pa se recimo tudi kakšnega penala se ne bi bal vzeti, ne. Ja, tako da je bil, je že takrat nakazoval, no, da bo imel vrhunsko kariero. Ederson. Desni bek. Desni bek, ja pa, ok, tle on šel za Amari Traoré. Okay. V Belgiji, v Liersu, smo kar nekaj tekem skupaj odigrali, pa bil že takrat po boku mašina, gor dol, dobro v defenzivi. Zdaj mislim, da je nažalost poškodovan v Sociedadu, v Real Sociedadu, pa tudi lepo kariero naredil pol. V Franciji je bil tam kapetan svojega kluba, pa zdaj priti do Real Sociedada je ekstra kariera. Dobro. Tako da, dvojkica. Amari Traoré. Dva štoperja, pa da bom enega našega dal, bom dal Boštjana Cesarja, bil je lider reprezentance, največ tekem za repko, mislim, bil je res persona, tako, ko se ga je poslušalo, vodja na igrišču, izven igrišča, tako da borc
z glavo šel tam, kamor marsikdo ne bi šel in naredil res dosti za slovenski nogomet, tako da bi dal njega. Zdravo njega pa bi dal malo mlajšega Rami Ben Sebaini, zdaj člana Borussia Dortmunda. Kje ste igrali skupaj? Tudi v Belgiji, v Ljersiju. Tako da, ja, kar malo Ljerse. Ja, guraš. Slaviša naredil dobro ekipo. Vrhunsko. In Slave je bil v bistvu prvi, ki si upal, pa ga je porinil noter, pa ga je forciral, kljub temu, da je delal takrat dosti napak, ne, kot sicer mlad je bil, ampak Slave res je verjel v njega in ves čas je poudaril, to bo igralec, to bo veliki igralec, tako da ja. Še leva noga, ne, zanimivo, vedno za štoperja. Dva levičarja, kako ti je to funkcioniralo? Drugače sem bil ti v kombinaciji sam. Preko dve leve noge, kako gradi igro na desno, na travreja. Hiter si odpada. Pa levi bek? Levi bek, tle je pa kar dilema, ne. Dobro. Cimikas v Liverpool, zdaj pa legenda Juan Capdevila, svetovni prvak 20, vrhunska karjera, tako da. Kje si imel njega? Tudi v Ljersiju. To je noro. To je čudo, kakšen Smo niste Lige Evropa osvojili. Spadli iz Lige. Tako da, ja, njega bi dal, sicer takrat je bil že v letih, ampak tako, tudi kot persona, pač svetovni prvak, ampak prav normalen. Tako, dosti smo se družili, še zdaj smo v navezi, tako da, če bomo imeli kakšno priložnost, da bomo šli kakšno tekmo komentirati, ga bomo vzeli. Ga lahko vzamemo z veseljem, sicer angleščina je polomljena, on pa Bajkovič, takrat je bilo kar zanimiv pogovor med njimi, ampak tako, ja. Bom dal njega pred Cimikasa, glede na to, da je on v bistvu naredil res ekstra kariero, Cimikas ima še čas. Da se prebija v Etijovo začetno posterico. Dobro, gremo v vezno linijo. Vezno linijo, definitivno Peter Whittingham. Cardiff, edini igralec, ki je imel. Pokojni, ne? Peter Whittingham. Nažalost, pokojni, ja. Po tisti tragediji, ampak on je pa res za mano najbolj, mislim, oziroma edini pred mano, no, najboljša leva noga, res, kar sem jih kdaj videl. Od njega sem se pa res naučil dosti tako, sploh v smislu nekega udarca, tega nekega feelinga, kako ciljati. To je bilo bolano, to je bil prosti strel, bil za njega penal, korneri, asistenc nenormalno, tudi mislim, da je kar ena največjih legend v Championshipu, sicer prej bil tudi v Premier Ligi v Aston Villi, tako da ja, bi dal njega. Glede na to, da pa ni ravno dosti teku, tega ni imel rad. Se pravi, rabo še enega? Dosti je bilo tekem, on je ful počival, res, on je sam tekme igral, pa je zato zdržal, ne. Aha, okej. Bom dal Gunnarssona. Okej, Islandec, borec, nek atribut pri njemu je bil ta... Isto Cardiff, ne? Isto Cardiff, ja. Ta dog-out, ne, je bil znan tudi po temu. Brada, jezen zgleda skozi. Ja, Viking pravi. Si se družil kaj tako izven terena? Kakšen človek? Ja, z Gunnarssonom, ja. Viking je bil ful tako, tak bolj za sebe, Gunnarsson pa kar, ja. Tako da se, normalno, tujci in tako, sicer on je bil že prej, ampak ja, tujci večinoma normalno smo se... Pa že gremo na padalni del, ne? Da, kje boš začel? Desno krilo, levo krilo, pol špica? Pa, da damo enega našega, bom dal Jojota na desnega vingerja, sigurno njegova karijera. To mlajši Jojo, ki je šel gor pa dol, ne? Ja, ampak ja, se še zdaj gre, ne? Vidimo ga, zdaj se pripravil, pa je v bistvu nek motor spet pri Mariboru, v bistvu neka njegova kvaliteta, sigurno brez te ne bi zdaj mogel več igrati, ne? In ja, to, kar je delal Polon kasneje pri Atalanti, to je neverjetno, ne, takrat tudi on Takrat je bil Cole Palmer, Atalanta. Bil si takrat v Mariboru, ko je on prišel? Ne, bila sva v reprezentanci. Falila sta se tam. V Mariboru on je šel, pa jaz sem prišel. Ti si za njim prišel? Decembra sem jaz prišel. On je bil, koliko je bil, on je bil en mesec, v enem mesecu, raztoru ligov, pa... Hermes je pa izpadel iz Interbloga. Pa skoro neko fuzbol. Ampak ja, ta njegov spon in to v bistvu, pa tudi njegova zgodba v reprezentanci, življenjska zgodba, to je definitivno mora biti tle. In glede na, da sem njega dal na pozicijo, ki je lahko tudi igral, bom dal na 10 Walterja Birso. Walterja Birso, dobro. To ima geografsko nepotizmo. Ampak ni... Čakaj, zakaj Jojo ne za špico in Birsa ne na svojem položaju? Pa, Dal ga bom zato, ker je tudi njega, so tudi v Milanu dali dosti krat na 10, pa je ten zabil gole. Pa je bil v Gorici napadalc, tako da kakor neka
lažna devetka, ki se izvleče na 10, zato sem ga dal. Okay. Na 10, pač ja, karijera, nerealna biti v Milanu. Pa tudi tako normalno. Bili smo sosedje, ko smo bili mali. Koliko ste videli razlike? 3-4 leta. Ampak ja, kot mladi smo se res dosti družili. Nam je bil nek vzor, smo ga posnemali, pa tudi tako tam v Šempetru na igrišču dosti časa preživeli in on je bil tisti prvi mogoče v Gorici, ki je pač naredil res nek ekstra transfer, pa smo začeli tudi mi, mulci, smo začeli verjeti, Da se, ne? Da se, ne. In je on potegnil to, tako da je velik lik na našem koncu, tako da ja, definitivno. Ste kje v navezi zdaj, ki je spet doma? Ja. Smo sicer, je kar vključen v nogomet, malo v Primorju, sploh s svojimi sinovi in tako, pa tudi v reprezentanci zdaj pri Mišotu, ne. Tako da ja, bi se ga želel, no, da bi se tudi on malo pobrigal za našo Gorico in da bi mogoče se počasi vključil, da bi se ta stvar dvignila malo. Levo krilo? Levo krilo pa Bellamy. Sicer nisem veliko igral z njim, ne? Glede na to, da jaz nisem igral, on je. Se pa trenirala skoro veliko, ne? Ja, ampak ja, jaz sem imel malo sreče, glede na to, da je res težek karakter. Pa vse te njegove zgodbe sigurno držijo. Ampak načeloma jaz sem mu bil še kar všeč, tako da nismo nikoli ne zapela. Tako simpatičen. Jaz sem prijatelj, ko smo se največ družili tega Slovaka, njega pa maltretiral, to nas pač znal je v bistvu uničiti človeka. Tako, ja. Ampak je bil tako persona, pa je v bistvu on trenerja držal, mislim, trener je bil mala miška, ne, za njega. Pa igrač. Na treningu to vidi se. Profič, bom rekel. Takrat on svojega trenerja se pripeljal za fitness, nutricionista, poskrbel za svoje telo. Tako je bil hrbet, nokci sicer take, ampak brez poškodb. Zvlekel nas je kar nekajkrat, on pa Vic sta nas res vlekla in je bil tisti motor takratne ekipe, da smo osvojili Championship, ne, in šli pol v Premier Ligo, tako da ja. Kljub takrat, koliko je bil 5-36, ne, pa biti pri teh letih, ne. Samo je bil mašina, ko se je lahko tekel, ne. Mašina, ja, pa tudi klubi, polk pogledaš, za katerega je igral, ne, Bolana karijera, pa za Wales, kar je. In Špica, kjer ne smeš dati Tjana Velikonja, ne. Ja. Nažalost. Se tudi se ne bi smel dati, moram biti kar realen. Dobro. Ampak ja, je bila kar borba, mislim, sem imel kar dosti tako špic, s katerimi sem se boril za tisto mesto, ne. Da. Pa bom rekel, Vedat Muriči. Zdaj v Malorki, takrat smo bili v Genčlerju skupaj, da še Turke vključimo malo. Da vidimo, kje vse je bil. Ja, glede na to, da sem videl. Pošast fizična, ne. Ja, pa bi v tej ekipi s temi igravci bil res mašina. Ampak takrat je imel probleme na začetku, ne, ni znal dati gola, sicer zadržal vsako žogo. In je pol nekako odstop, ko je šel v Rize, mislim, da takrat je skočil kar tako. Naredil dobro sezono, pa pol v Fenerju ekstra, pa Lazio. Velik transfer in zdaj v Španiji. Zabija mojemu Realu, ga muči. Te ne preseneča taka karijera. Ampak me ne preseneča, ja, ker je bil tudi njegova je spet življenjska zgodba, kako je to odraščal, si tudi je sam govoril, mislim, da dosti, ja, bi recimo dal njega. Tako da to je to. To je to. Razen še trenerja. Ja, glede na to, da imaš licence, ne. Vse pa imam. Dobro, to ne moš voditi. V Sloveniji več ne smeš voditi. V Italiji lahko se redi. Dobro, lahko Kras Repen se prevzame hitro. Ja, če gremo gor. Se pravi, trenirali so te imam ambicij trenerskih. mnogi različni trenerji, tudi Nuno Espirito Santo sva prej ugotavljala na kavi, ne, današnji trener Nottingham Foresta, ki je en hitičev sezone na začetku, ampak zelo na začetku. Nočem tega uriniti kot tvojo izbiro, ampak zanimivo. Malke ne bom dal, nekaj mi je uničil kariero. Dobro, ja, Cardiff. Ampak, ja, Nuno sigurno, glede na kariero. Kaj pa tako, kdo je bil tep najboljši trener, ti najbolj pasu, evo, komu bi ti zaupal to ekipo? Ker Nuno je tak trd tipa, ni tak malo distanciran. Pa je, ampak šteka fuzbal, res šteka fuzbal, tako se deluje, ampak on deluje v teh ekipah, ki so mogoče, ki rabijo neko borbo in to, ampak je šteka fuzbal nerealno. Ti je bilo dobro delati z njim? Ja, hudo.
Jaz bom rekel tako, za me pa, dosti sem se naučil od Miljaniča. Dare Miljanič je bil. Pa imel sem ga v Gorici, v Mariboru in sicer pol v zadnjem času bolj s tem šturmom pa licom mogoče mu ni šlo najbolj na roko, ampak ja. Tepe pasu. Meni je pasu, pa tako človek je bil, dalo se pogovoriti z njim, pa dosti iz svojih izkušenj nam je dal dosti informacij in ja, je sigurno takrat, sploh ko sem v Gorici prihajal gor, je bil on tisti prvi, ki je nekako začel verjeti v mene, ne? Pa mi je prijatelj Primož Gliha me je nekako izstrelil, da sem začel pa biti goalgetter, tako bom rekel. Imamo vse, naslednjič naj Vidmar sestavlja svojo najboljšo esterico 11 golmanov. Ampak hvala Eti za tole. Zdaj imamo pa še eno igrico, ne? Glede na to, da smo igričari, da smo mladi po srcu, predvsem jaz, sam še po srcu in tako naprej. Bomo pripravili, evo, imam za vas en kviz. Se pravi, zdaj se bom jaz prelevil voditelja, Denisa smo selekcionirali. Hvala. Kviz je pa sledeč, se pravi, njegovo delovno ime je Tako pravi Transfermarkt. Se pravi, če imate kakšno zamero do tega, kakšen je odgovor oziroma kako je vprašanje formulirano, transfermarkt@gmail.com, tam se bunite in žalite, to me pač ne zanima. Koncept je sledeč. Vi ste trije nekdanji nogometaši s svojimi karierami in na vsakega od vas dve vprašanji, se pravi dve na kariero Nejca Vidmarja, dve na kariero Etiena in dve na Denisa. Tako da vsak bi mogel imeti načeloma 2 točki zagotovljeni. Postavimo vprašanje in dam možnosti A, B, C. Zdaj si nas dal pod pritisk. Da, tako da začel bomo na desni, z gospodom s prvim vprašanjem. Koliko golov v prvi slovenski nogometni ligi je dosegel Denis Šme? Možni odgovori pa so A, enega, B, manj kot enega, C, več kot enega. Jaz vem. Brez predpisovanja, prosim. Doj pa nisi, dal si kakšen gol. Če nisi dal gola. A lahko že pokažem? Ne, če pa nisi dal gola. A smo, obrnemo. Smo? Torej, vaši odgovori, gospodje, odgovor B, manj kot enega, B, manj kot enega, je pravilen. Tako da točka po... Nič. Nič golov. Zdaj se zabavaš. Je bilo kaj avtogolov, Denis? Ne. Tudi nobenega avtogola nisi dal. Naslednjič ti v studiu ti prinesemo en gol, da porineš noter. In prvič in zadnjič si pametvo o napadalcih. Bom pa samo to dodal, kar ni iz Transfermarkta, da je Denis Šme dosegel 15 golov v U15 ligi Zahod v sezoni 2008-2009 kot nogometaš Rudar Velenja. Tudi 2 hat-trika, Radgoni in Dravi Ptuj. Tako da s Kolom Palmerjem imata Ker gorni Radgoni. A spomniš teh hat-trikov, te svoje perspektive? Vse. Ne proti Dravi pa, to je bilo pa... To je pa Palmer, malo sem šel. Se nisi hodil, pri Korenih nisi hodil gor. Hite bočni sem bil, sem stajal zadnje, veš, kaj sem pobiral vse proti... Da prekinješ napade. Takrat je igral vse pozicije. Dobro, imam pa vse eno točko. Vprašanje številka 2, torej 1 Vidmar, 1 Šme, nič velikonja. Nejc Vidmar je v prvi slovenski nogometni ligi debitiral avgusta 2009 na tekmi Olimpija Domžale. Branil seveda za Domžale. Za Olimpijo na tisti tekmi branil Jan Oblak. Zmagali s 3-1, 2 gola pa je takrat dosegel legendarni A. Sebastian Cimerotič, B. Agim Ibrahimi, C. Senad Tigan. Ne rečem, da so vsi trije takrat igrali za Olimpijo. Se pravi, A. Cime, B. Agim, C. Senad Tigan. Smo? Smo. Bravo, vsi trije, to gre Sebastian Cimerotič, je pravilen odgovor. To se spomnite ali ugibate? Ti se spomniš? Seveda. Ja? Seveda. Dobro, a si kakšnega popijo? Ali? Ne, Ni bilo. Branilci so me pustili na cedilu, tako kot je potem kasneje Olimpija. Ta je tako, če pa do Radgo ne igral posnega. Verjetno. Dobro, se pravi 2-2-1. Eti,
pritiskaš iz zadaj, čeprav jaz sem Vidmarju napovedal, da bo on z našim zmagovalec, da ga dvignem iz teh njegovih. Celo noč iz te njegove serije. Vse je raziskal. Dobro, tretje vprašanje. Etienne Velikonja je največ golov v karieri dosegel v majici Gorice. Za kateri klub je dosegel drugo največ golov? A. Maribor, B. Cardiff, C. Liers. Kako se to reče? Liers. Liers. Ko si imel A? Maribor, Cardiff, Liers. Ne veš, ne? Jaz ne vem. Tako pravi Transfermarkt, dragi moji. Dve točki sta higienski minimum. V ligi ali skupno? Vse skupaj. Tam je, veš? Je? Tam je. Zato so pa to trick questions, se temu reče. Sploh ne vem, kaj bi odgovoril. Ali bo Etienne prvi, ki bo zgrešil svoje vprašanje? Tudi to je vredno minus ena. To se ti, ja, to je minus ena. Kaj si rekel? Maribor A, B, Cardiff, C, Liers. Ajde. Obrnite, gospodje. A, odgovor je napačen, največ golov je dosegal za Liers, 29, Maribor 28, tako da Slaviša Stojanović. Kaj je 28? Vse skupaj. Vse skupaj? Ja, en gol več si dal, tako pravi Transfermarkt, se pravi, mail sem vam dal. Tam so bili še oni play-offi, tam si eksplodiral. Dobro, ta še zase ne vem. Nekaj si naučimo sebi danes. Dobro, tu pomagamo. Ne spim na lovorikah. Ja, tudi danes ne boš spal iz tega, da si to zgrešil. To sem že vedel pred začetkom. Dalje, Denišme je prvi derbi Olimpije in Maribora odigral maja 2016 v Ljubljani za moje sožalje Maribor. Maribor je zmagal zdaj proti 1, Nejc je branil za Olimpijo, zmagoviti gol je dal v zadnji minuti Marcos Tavares. Kdo je na tisti tekmi še zadev za Maribor? A. Rok Kronaveter, B. Milivoj Novaković, C. Aleš Mertel. Koliko je bil rezultat? 2-1 za Maribor, se pravi, en gol je dal Tavares, enega pa nekdo drug. Se pravi, A smo rekli Krona, B. Milivoj Novaković, C. Mertel. Krona si rekel, a? A si ti branil, Vidmar? Ne, zdaj jaz bom šel. Ne bom govoril. Kje pa je bilo to? V Ljubljani. V Ljubljani? 16 000 gledalcev. Kjero leto? Branil sem, to je bil 2-16. najbolj poln derbi. Aha, se spomniš prav tekme. Znači, vidiš, kako je Vidmar moj favorit, kako vidi. Zdaj, ko zadanem, ajde. Smo, obrnemo. Odgovor je B. Nova iz penala, mu je zapakiral takega, da ga ne bi branil. Mertel je zamižil. Nova je bil penal, Mertel je zamižil, pa je da Tavares v kolena zadev. Evo, to je bilo. Se pravi, 3-3-1, Eti, v zoni izpada si, ampak se lahko vrneš, moraš pa računaš tudi na... Unka zmaga časti, kako je to? Unka zgubi časti, ja. Nejc. To bomo prepustili. Nejcova karijera. Torej, Nejc Vidmar je v karieri obranil 9-11 metrovk. Dvakrat se je zgodilo, da so mu na eni tekmi streljali 2 11-metrovki, obramba in gol proti Čukariškemu, Evropa Domžale 15-16 in obramba in gol na tekmi Slovenske lige v sezoni 2-9-10 proti Dravi na Ptuju. Kateri legendi Slovenske nogometne lige je takrat Nejc 11-metrovko obranil? A. Zoran Pavlović, B. Ermin Raković, C. Nejc Skubic. Čakaj, to proti Dravi? Proti Dravi. Kako si rekel? A? Pavlović, B. Raković, C. Skubic. Komu je branil penal? A ti veš, Nejc? Mislim, da vem, ja. Dobro, gospodje, izvolite. Ermin Raković je pravilni odgovor, je pa dal Pavlović tudi gol na tisti tekmi, ne? Ja, to se ne spomnim. Kaj je to? To pa je prav, da, se pravi... Bravo, Raka. Se pravi, Nejc 4. Jaz si pišem, da rokaš. Jaz tudi, jaz imam 3. Rekel sem ti, da je Google, no. Se pravi, v bistvu si že zmagal, ne? Zdaj ta je sam za drugo mesto. Zadnje vprašanje. Koliko imaš zdaj? Ne, jaz imam 3. A ti imaš 3? Oj, izvini. Lezek je svojega Gulfamo, se pravi za zmago. Tale bo pa tudi zanimiva Eti. Etienne Velikonja je enega izmed svojih 3 golov za slovensko reprezentanco U21 dosegel na tekmi proti Angliji leta 2008, 1-2. Za Anglijo je takrat zmagoviti gol dosegel igralec, ki je danes legenda Premier lige. Kdo? A. James Milner, B. Ashley Young, C. Wayne Rooney. Vsi so vrstniki. Kako si rekel? Milner, Young, Rooney, ABC. To so vrstniki stari. A si ti spomniš? Pa Richard si, ja. Pa Richard si igral takrat. Pa kdo je še bil? No, to je loterija. Je bil Volko celo.
Mislim, da je Koliko igral. je mlajši? Ja, Kako je Ja, ampak vrstni je red? igral, je igral. Kaj smo Mislim, igrali? da ne. V 17 A, je proba, ne? kdo? A, Milner B. Young, C. Rudi. Runi ni bil, to že zdaj vem. Runi je triki, ampak no, Runi ni bil, ker je bil že 2-4 na evropskem za člane. Čeprav je mlajši, on je 86 mesecev, ne? Zdaj starejši. Ne, Mislim. Runi star bil- zgleda. Runi je bil že, Primerjavi z mano je sam iz Ronaldom. dedek tudi. Milana. Runi je bil že na Euru v Portugal 2-14. Torej, gospodje, vrnimo odgovore. Bravo, Pravilni odgovor Šmeki. je A. Milner, se pravi, Pismo, ja. zmago sta si razdelila. Pismo, pa tako blizu Ne sem vem, bil. kaj bi no. rekel. skoraj je že dobil prvo. Jaz sem se že videl, kako končali drobno smo že. škole. Končali smo, sorry. Naslednjič bom podaljšal, Kako ker vidim, si da se dobro Sem dobro, zabavate. nisem bil slab, evo, vseeno A si sem svojo. se tega Milnerja spomniš? Ja. Gola? Ja, mislim, da je bil nek šut daleč. Vodili smo 1-0, Korun mi je dal top žogo, Aha. pa špičko v gol. Pa kdo nam je dal vse Ajde, v Korunu tudi top žogo Milnerju. Ne, ampak res vrhunsko odigral takrat Korun. Pa v bistvu takrat sem Bravo, šel, v bistvu Urke. sem šel s starejšimi, ne, to so koliko je Korun, 86, ne? Ja, mislim, da je. Ja, Pa še kar igra, pa še kar ustraja, vidiš to? ja, dober je, vsaka čast. Še je upanja zate. Čestitke za izenačen rezultat. Mislim, da bomo vsem častno zmago namenili Nejcu Vidmarju glede na serijo porazov, v kateri se je Ne, znašel. se bomo še Kjer zmenili. zasenčil sam Erika Ten Haga. Ampak Nejc z majhnimi koraki se daleč pride. Tako, tako. Tako da Wow, čestitke, kako lep zaključek. čestitke za današnjo požrtvovalnost. To je to. Hvala za poslušanje. Vidimo se spet v soboto in nedeljo v prvi vrsti.